Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Pozdravljeni na novi epizodi podcasta Alumni Connect, danes za Društvom študentk poslovnih ved. Z nami je doktorica Jerneja Juk-Jerše, ki je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Po izobrazbi je ekonomistka z mnogimi izkušnjami življenja in delovanja v tujini. Danes, kot pravi sama, v Sloveniji predstavlja oči, ušesa in glas predsednice Evropske komisije v Bruslju. Pozdravljena, Jerneja, in hvala, ker ste z nami. Torej, moje prvo vprašanje za vas bi se naslanjalo na citat, ki smo ga našli. Torej, rekli ste, sem predana Evropejka in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, predstavljam oči, ušesa in glas Evropske komisije v domovini in skušam oddaljen Bruselj čim bolj približati Sloveniji. Zdaj, kako Slovenci po vaših izkušnjah doživljamo Bruselj in delovanje Evropske unije? Najprej lepo pozdravljeni, hvala lepa za vabilo. Bruselj je še vedno nekaj preveč oddaljenega. V angleščini rečemo, da je Bruselj tisti scapegoat. Se pravi, ko je kaj narobe, je kriv Bruselj. Ko je kaj prav, smo vsi Slovenke in Slovenci mi to naredili. In vse fajn, ne, imeti enega takega grešnega kozla, ampak ni vedno tako, ne. Jaz verjamem, da sam Bruselj, oziroma če Bruselj enačimo z Evropsko unijo, je naredil ogromno dobrega za vse nas. In ljudje se mogoče tega ne zavedajo najbolj. In zaradi tega, dostikrat, ko se pogovarjam z mladimi, starejšimi, v regijah, v prestolnici, z tistimi, ki ne delajo vsak dan z Evropsko unijo, kar malo tako pogledajo, okej. Se pravi, Bruselj je še vedno nek black box, ljudje ne poznajo še dovolj, zaradi tega ga je treba to škatlo odpreti in na enostaven način ljudem prikazati, kaj to je in kaj pač je dobrega prinesel. No in zdaj ste rekli, da želite približati to delovanje, ne? Torej odpreti ta black box, upam, da ne Pandorino škatlico, ampak black box. Zdaj, kar se Pandorine škatlice tiče, ko se gre enkrat odpirati pogodbe EU, pa to, se strinjam, Pandorina. Ne, jaz ne bi šla tako daleč. Jaz želim se pogovarjati predvsem z državljankami, z državljani in da lahko vprašajo v bistvu vse, kar jim pade na pamet, ne, kaj ta Evropska unija je. In najraje se niti ne spuščam tako v strokovne debate, tiste tehnične, ampak tiste najbolj enostavne, ne. Toliko je zelo takih simpel, ne, enostavnih odgovorov, kaj Evropska unija je, vendar se pač ljudje tega ne vprašajo. In to je, mislim, naša naloga. Pa opažate, da že prav osnove, na primer Slovencem, niso čisto jasne, ko pride do delovanja Evropske unije, ali so bolj kakšne specifike? Jaz vidim tukaj dva velika koša, ne. En koš je tisti mladi, tisti osnovnošolci, srednješolci, ki jih tudi malo že mučijo, ne, da morajo se to učiti, mislim, da pri državljanski vzgoji, da morajo to in že kar nekaj vejo. Potem je pa ena druga populacija, ki v bistvu ni živela te Evropske unije, ki ni bilo treba tudi se naučiti tega v šoli, ampak enostavno ena pogodba je prišla enkrat, ena drugič, en referendum, en je šel ven in tako. In niso se poglobili v to. Tem ljudem je pa treba še vedno kar nekaj povedati. Ni tega prav veliko razumevanja, kaj je Evropska komisija, kaj je parlament, kaj je svet, kakšna je razlika med svet Evrope, Evropski svet pa svet EU. To je, mislim, da še kar neznanka. In zdaj, kako bi pa opisali delovanje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji? Tako kot sem res v citatu rekla, ne, mi smo tisti, ki smo tu, v bistvu, mi smo to za Evropsko komisijo, hkrati pa še bolj natančno, moja vloga je, da sem oči, ušesa in glas predsednice Evropske komisije v državi članici. Tako da v vsakdanjem delovanju, kaj to pomeni. Pogovarjam se z
oblastmi, se pravi, grem do ministrov, grem do državnih sekretarjev, do nevladnih organizacij in jim skušam razložiti, kaj je. Hkrati pa tudi z državljani se pogovarjamo. In jaz z samimi institucijami jaz pravim, da mi smo tukaj, da prevajamo, ampak ne iz angleščine v slovenščino, ne, mi prevajamo bruseljski jezik v slovenski oziroma angleški jezik, ki se ga govori tudi v Sloveniji. In da vidimo, da na koncu v bistvu vsi hočemo isto, ne? Samo ne najbolj, mogoče nismo vedno odprti, zato to je naša vloga tista, da res prevajamo med enim in drugim, ker mogoče gre samo za drugo stran istega kovanca. In lahko vprašam, kako pa v bistvu poteka ta komunikacija, a je tako, kot da bi rekli, clear communication, easy communication, ko ste rekli, hodite do ministrstva, pa se pogovarjate z državljani, ker to je zelo veliko premikajočih delcev, ne? Zato, da ste lahko vi oči in ušesa predsednice Evropske komisije. Tako, kot prvo je, če govorimo o samimi ministrstvi, ne? Zdaj, ko so prišli vsi novi ministri, zdaj novi prihajajo, gremo tja, da jim predstavimo, kdo smo, kaj smo, kako lahko pomagamo. Ko pridejo, zdaj prihajajo, kar nekaj komisarjev prihaja v Slovenijo in da bomo tudi z njimi šli do ministrov, do premierja, do predsednice in tudi z njimi, da se pogovarjamo. Se pravi, to je ta način. Potem pa tudi smo v stiku mogoče z državnimi sekretarji, kar se tiče samih politik. Kakšne so prioritete trenutno Evropske unije, Evropske komisije, od zelenega, digitalnega in vse to, tako da na določenih področjih smo malo bolj v stiku z njimi, ne? Torej, to je en del. Drugi del, ko govorimo pa državljanih, je pa to, jaz zelo rada hodim po regijah, se pravi, ni samo Ljubljana, zelo rada se z mladimi pogovarjam, ker so zelo kritični, ampak dobro kritični, je prav, da sprašujejo. Potem tudi mediji imajo kdaj kakšno vprašanja in je zelo raznoliko delo in zelo veliko si okrog. Nisi dosti v pisarni, ampak na tak način lahko mogoče dosežeš še malo večjo skupino. Zdaj, ko ste ravno omenili, da so mladi dobro kritični, v kakšnem smislu? Ko imam dialog z mladimi, se ti zelo težko pripraviš, ker to gre za vprašanja od A do Ž, dobesedno. In mi imamo tukaj, govorimo o Evropskem zelenem dogovoru, na primer. In vsi vemo, in tudi mladi vejo, Evropski zeleni dogovor je potreben, moramo mladim pustiti boljši svet, ampak mladi, ti jim ne boš povedal, kar ti nekdo napiše za press release, ne, naprimer, ne, mladi bo rekel, s tem se ne strinjam, to je drugače, kaj so električni avtomobili, in tako da moraš imeti v bistvu odgovore na vse, kar pa ne moreš imeti. Zaradi tega moraš kritično razmišljati skupaj z njimi in glavno je tudi, da mlade spodbudimo, da morajo biti, jaz pravim, konstruktivno kritični državljani, da ne samo vse slabo, kar prihaja od nekje drugje, ne, ampak jaz mladim rečem, dajte razmišljati, kako zadeva izboljšati. In imajo prav kakšne konkretne ideje, kako bi se lahko tudi stvari izboljšale, ali se ostane na vprašanjih? Ker je zanimivo včasih se z mladimi pogovarjati, ne? Zaradi tega, ker imajo drugačen pogled na stvari, drugače vidijo. Tudi že jaz, ko gledam na primer tiste, ko so par let mlajši od mene, vidijo stvari totalno drugače kot jaz. Zato sprašujem, ker me zanima, na kak način se potem oni spopadajo z temi dilemami, ne? Kot primer, letos, oziroma lani je bilo Evropsko leto mladih in smo hodili zelo veliko po regijah in mislim, zdaj ne vem, je bilo na Koroškem, ne, mislim, da je bilo v Celju, smo imeli eno debato pač na to temo in so prišli, mislim, da med pauzo, ko so imeli med sabo pogovor, sem jaz tam pač malo se pogovarjala. In so prišli, mislim, da 2 oziroma 3 fantje so za vsako stvar, ki je kdo rekel, ja, ne, to pa ni tako. In naprimer, potem so začeli govoriti o električnih avtomobilih, kaj je narobe z njimi. In sem rekla, saj veste, Evropska komisija ni rekla, da potrebujemo električne avtomobile. Evropska komisija je rekla v bistvu, da ti moraš preiti stran od avtomobilov z notranjim zgorevanjem. In kaj to pomeni? To pomeni, da ne boste vi rekli, kaj je vsem narobe, jaz vam vračam žogico. Dajte vi razmisliti, kakšne so inovacije, kakšne so druge zadeve, tako da v bistvu pridemo do tega cilja, ki je za vse, ne?
bolj čisto okolje, ampak hkrati tudi kot priložnost, kot bolj kompetitivno. In s temi mladimi je bilo v bistvu za vsako zadevo, kar je bilo na različnih področjih, oni so dali vprašanje, sem dala odgovor, pa so šli eno stopnjo dlje. Tako da je bilo res tak prav challenging, zanimiv pogovor in to želimo mi doseči. Jaz nočem državljanov, ki bodo čisto za vsako stvar pokimali. Ne, treba je vklopiti tako pamet, kot tudi svoj glas. No, to je super. Zdaj pa, če se malo vrnemo pa v vaša mlada leta in se vrnemo v čas vaše diplome. Torej, kakšni so vaši spomini na študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani? Lušno. 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 Jaz nisem eden od tistih ekonomistov, ki sem že odvedno vedela, jaz bom pa ekonomist. Če začnem s tem, zakaj sem sploh prišla na Ekonomsko fakulteto. Jaz sem v srednjo šolo hodila v gimnazijo v Novi Gorici in v 3. letniku, ne bom pozabila, smo imeli tabor Zoisovih štipendistov. In so imeli različne delavnice. In delavnice, kam bi jaz šla? In sem se odločila, jaz bi šla na etnologijo. Pa pride potem ena gospa do mene in reče, veš kaj, ta skupina je polna, ko bi samo 2 vzeli, pa bi šli z avtomobilom, a bi šla ti na kaj drugega, ko si vse stranska? Kaj pa je prosto? Ne vem, bi šla podjetništvo. Dajmo probati. Nekaj čisto novega. In sem prvič, vem, da ni isto podjetništvo kot ekonomija, mi je popolnoma jasno, pa prvič sem sploh spoznala ta drugačen svet. In se mi je začelo zanimati in nato sem to idejo malo razvila in pristala ne na biznisu, na ekonomiji, ker sem tudi malo na znanstven način me vse to zanimalo. In ko sem prišla na Ekonomsko fakulteto, sem pač kot pridna študentka lepo pridno študirala, hkrati, kaj me je pa povleklo, takrat, pa mislim, da tega ni več, je bil AESEC. Se pravi, to je bila Association Internationale des Étudiants de droit économique et commerciaux, to je zdaj po francosko, zdaj da prevedem, se pravi mednarodna organizacija za študente ekonomskih in poslovnih ved. In to je bilo tukaj mogoče, imate zdaj en drugačen svoj krog. To je bilo nekaj, ker smo delali različne seminarje, hodili smo po svetu, Erasmusa toliko ni bilo takrat za nas, imeli pa drugače twin seminarje in to je bilo tisto nekaj, da greš čez sebe, da je izziv. In to mi je bilo odlično, ker sama se nisem nikoli zadovoljila s tem, da mi da nekdo knjigo, nauči se to, ne. Nekaj v življenju rabiš izziv, da premikaš meje in to mi je Ekonomska fakulteta omogočila, tako študij kot tudi dejavnosti okrog. Pa bi rekli, da je to ta vrednota, ko vam jo je predala Ekonomska fakulteta, torej to, da znate premikati meje? Gotovo, mogoče sem jo že imela, mi jo pa gotovo izoblikovala. To v tem času študija, ker res pač prej nisem vedela ne kaj bi, kako bi, ampak tu sem dobila možnost. Če bi šla mogoče na kakšno drugo fakulteto, ki bi bila malo bolj rigidna, tega ne bi bilo, tukaj je pa res to in je ostalo z mano, non-stop je tisto, kaj bi pa ti v lifeu, se pravi, čujem v življenju, tisto, vedno nekaj novega. Pa se je že takrat oblikovala ta nekako želja pa izkušnje po mednarodnem okolju? Ste to dobili za to zvezo, ko ste jo prej omenili, ali ste to že imeli prej vsad? Rekla sem, da prihajam iz Nove Gorice, ne? In v bistvu iz stanovanja jaz vidim čez v Italijo in sem vedno spremljala to, pač kaj se dogaja na drugi strani meje in sem rekla, jaz ne vidim nobene razlage tukaj, zakaj imajo oni boljše življenje kot mi. In sem se začela pač poglabljati v to in sem videla, ta Evropska unija je nekaj, kar je za vse nas, za njih, za nas, nekaj skupnega in sem začela zelo verjeti v to. Hkrati mi je pa Ekonomska fakulteta dala to možnost, da sem tole tudi razvijala. Imeli smo predmet Ekonomika Evrope, ki mi je res prva vrata sta se odprla na tak način in sem rekla, to je nekaj, kar mi, v bistvu mojo radovednost mi pomaga na nek način, da vidim, kaj se še za mejami
dogaja. In zdaj na študije, na magisterij ste pa delali potem iz evropskih študijev na College of Europe v Belgiji. In zdaj, zakaj ste se pa odločili ravno za to fakulteto in ravno za to usmeritev? Torej zaradi tega, ker ste začeli verjeti v Evropsko unijo, pa ste videli primerjavo, tako ste rekli, ste gledali skozi okno v Italijo, ali kakšen drug razlog za to usmeritev? Kot prvo, v tistih časih, kot pravim, ni bilo ogromno študijev, ne, sicer si lahko šel študirati v tujino, ampak tega ogromno ni bilo. In da še malo pohvalim ekonomsko fakulteto, eden od profesorjev, mislim, da je bilo ravno pri ekonomiki Evrope, je prišel, nekdo je povabil nekoga, ki je delal že na Evropski komisiji. Ena punca je prišla in je delala takrat na DG Competition in je razložila, kaj sploh komisija je. Jaz sem takrat prvič to slišala, ker to ni bilo, da bi se od nekaj učil o tem. Učili smo se o sami ekonomiki Evrope, ja, Evropski komisiji ne. In nam je predstavila, kaj je, kakšne so možnosti, in jaz sem bila začarana. In potem enkrat sem v dnevnem časopisju je bil objavljen razpis za štipendijo za College of Europe, ker ga je ministrstvo oziroma ne ministrstvo za znanost zadeve, takrat je bila služba vlade za evropske zadeve objavila in sem rekla, to pa je nekaj. In takrat sem šele ugotovila, da to je magisterij, če te zanimajo evropske študije. In sem rekla, pa dajmo se prijaviti. In takrat angleško sem znala tekoče, francoska ne, sem se začela učiti šele par mesecev pred prijavo. In šele kasneje sem v bistvu izgotovila, da mi je sekira vmet padla, ne? Da to je nekaj takega, ampak sem rekla, dajmo probati in potem bila sem uspešna, šla sem tja in sem videla, to je to. Pa še na tem magisteriju potem tudi opaziš, sem videla osnovo znanja, ki smo imeli mi od tukaj, je bila ne samo primerljiva s celo Evropo, smo v bistvu zelo, zelo dobro znali makroekonomijo, mikroekonomijo, ekonometrijo, vse to in se ti zdi kar fajn in potem ti da to tisto moč, da na tem še gradiš. Torej, to je ta izkušnja, ne, ko ste omenili z magisterija, ampak a se vam je še takrat toliko bolj odprl ta mednarodni vidik, ko ste bili v Belgiji, a ne, ko ste šli ven? Ja, tam je bilo 35 nacionalnosti je bilo približno na šoli in ena najbolj fajn zadev je bilo, predstavljajte si, Eurovizijo gledati v taki skupini. To je bilo odlično. To so bilo take, res mislim, tudi čustvene na srečo. Slovenija je bila tisto leto 6. Ne bom povedala, katero leto, ampak tako da je bilo res, smo bili tam del enakih. Nismo bili, takrat je bilo, to je bilo še prednje Slovenija postala del EU, vendar smo bili eden od enakih in to vidiš, da ne tekmuješ več z enimi pač lokalno, ampak ti tekmuješ na absolutni ravni in to je tisto, kar ti da še bolj krila. To si pa predstavljam, da mora biti zelo zabavno gledati. Team spirit za države. Tako. Ste pa tretjo stopnjo, torej doktorat, ste pa opravili na univerzi v Nottinghamu iz ekonomskih znanosti in tam ste tudi postali asistentka na faksu, teacher's assistant. In zdaj v bistvu, kak je bila pa ta izkušnja z poučevanjem na fakulteti? To je bilo tudi v bistvu by coincidence, ne? Jaz sem bila na magisteriju in po magisteriju sem se vrnila v Slovenijo za pol leta. Na to pa je eden od profesorjev, ki je učil evropske ekonomske študije v Bružu na College of Europe, je iskal asistenta, ki bi šel učiti v Nottingham. In pač nekoga, ki bi učil, potem doktorat, v bistvu še štipendija in vse. In jaz sem rekla, kaj pa če bi, ne? In je bil še dodaten izziv, smo rekli, ja pa pejmo, ne? In je bilo tudi odlična izkušnja in eno je bil pač sam doktorat, usmerila sem se v Trade and Environment, takrat je bilo to čisto ena niš zadeva, ni tako kot danes, ne, ker je okolje zelo centralno. Hkrati sem pa učila evropske ekonomske študije, študente prvih letnikov ekonomije in politike. In predstavljajte si zdaj mlade Britance, ne, ko so v bistvu spraševali vse so bili tako kritični, ne, in začela sem se spomniti prvo, takrat, ko sem imela tiste tutorialse,
sem začela z iztočnico, ne, sem rekla, slišala sem, da je the channel is wider than the Atlantic. Ne? Se pravi, da je sama Britanija bolj oddaljena od Evrope kot od ZDA in pol na podlagi tega smo začeli te debate, ne? Ker to so bile pa debate, ne? In njih prepričati, da je Evropska unija nekaj dobrega, je bilo hard work. Da ni to zdaj ta generacija, ko je šla za Brexit voliti? Sigurno ne. No, in zdaj pa v bistvu zanima me, glede na to, da imate res toliko tudi mednarodnih izkušenj na različnih fakultetah, a bi izpostavili kakšno prakso, ko ste jo na tuji fakulteti izkusili, tudi morda na lastni koži, ali ko ste učili, ali pa ko ste delali magisterij oziroma doktorat, ki se vam je zdela dobra? Torej, da delajo drugače, kot delajo pri nas. Če pogledam, kar mi je zdaj ostalo, ne, spomin malo že peša, ne, tudi o ekonomski fakulteti, jaz sem dobila dva basketa, 2 košari. Prvo je zelo solid ground, ne, kar se tiče vse te znanosti, kot sem rekla, tako makroekonomija, mikroekonomija, ekonometrija, vse to. Ko sem prišla v Bruž, sem te zadeve obvladala, sem tudi zelo visoke ocene imela v vseh teh predmetih, to je bila ena. So bili pa nekateri predmeti tudi tukaj in sem slišala, da se pač zadeve spreminjajo, da ni več tako. Za nekatere predmete je bilo še vedno, si dobil knjigo in si se moral žal naučiti na pamet. Tega gor ni bilo. V bistvu si ti moral uporabiti zadeve, ampak sem slišala tudi ekonomska fakulteta v Ljubljani rase s tem, nujno je namreč to, da ti nekaj prebereš in z tega nekaj narediš, da znaš biti kritičen, da ne sprejmeš vse, kar ti dajo tako da to je tista praksa uporabna, ne, kako pač delaš na podlagi tega, ampak sem slišala, da ekonomska fakulteta je definitivno na pravi poti. Ja, se razvijamo prav. Zdaj, med letoma 2005 in 2013 ste bili na Generalnem direktoratu za notranji trg in ste delali na področju poslovnih storitev in avtorskega prava. Med 2013 pa 2016 pa ste v Generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve delali, kjer ste se pa ukvarjali z poglabljanjem ekonomske in monetarne unije, medinstitucionalnih zadev in ste se tudi ukvarjali z odnosi z mednarodnimi organizacijami. In zdaj v bistvu glavno moje vprašanje je, glede na to, kako širok spekter dela ste opravljali med 2005 pa 2016, kako je ravno delovanje na teh različnih področjih poglobilo vaše razumevanje o kompleksnosti Evropske unije? Ker tudi vemo, ne, tako kot ste že večkrat omenili iz ravno predmeta ekonomika EU, da je EU ena izmed najbolj kompleksnih monetarnih unij, ko so pač države skupaj. In me zanima, koliko je to dejansko poglobilo vaše razumevanje te kompleksnosti? Se pravi, to je že kar nekaj izkušenj, ko dobiš pač iz različnih zornih kotov. Kaj je zelo, zelo pomembno na Evropski komisiji je, da tam, kjer ti začneš, to ne pomeni, da tam ostaneš. Rečemo, od 3 do 5 letih oziroma 5 letih, lahko malo tudi več, je kar pričakovano, da ti zamenjaš področje. Zakaj? Zaradi tega, da ne zaspiš. To je tisto, da v bistvu začneš se učiti nekaj drugega in če primerjamo Evropsko komisijo s slovensko državno upravo, v slovenski državni upravi je dosti bolj, vsaj tradicionalno, normalno, da ti začneš nekje in si 30 let na isti poziciji. Kar ti je mogoče bolj enostavno, ne? Ker po mojem po 10 letih že vse za zaprtimi očmi lahko počneš, če seveda se ne razvijaš na drugačno oziroma višjo mogoče pozicijo. Na komisiji v bistvu ti ne bodo te prisilili po 5 letih, da zamenjaš, ampak pravijo, da je potrebno. Za same menedžerje so pa dali, da po 10 letih moraš zamenjati. Ne? In jaz sem tisti človek, jaz ne bom rekla, da mi postane dolgčas, ampak vedno, ko pridem jaz do točke, da zadevo delam da mi ni čisto vse, kar preberem, nekaj novega, grem brskati, kaj pa bi zdaj nekaj novega delali. In zaradi tega sem potem se tudi sama razvijala tako, da sem želela nekaj novega in tudi potem ti rečejo, to smo že probali, to se ne da. Ja, pogledaš pa na drugačen način. In potem
spoznaš v bistvu zelo, zelo širok spekter delovanja in so čisto drugačne zadeve, kako ekonomisti delajo, kako koordinacija deluje, kako deluješ z drugimi pač institucijami in to ti da tisto širino, hkrati pa tudi razumevanje tega, ja, da niso tako enostavne zadeve, ampak tudi mogoče potem z rezervo vzameš stvari, ko vidiš, kako te stvari potekajo. In kaj bi pa rekli, da je največji izziv v delu med tem medinstitucionalni ravni? Tukaj, če pogledamo Bruselj, ko sem govorila o black boxu, je Bruselj. Ko pogledamo v Bruslju, kaj to je, imaš več institucij, in je tudi velika konkurenca med institucijami, seveda. Evropska komisija pravi, da mi smo tisti, ki itak vse najbolj znamo. Evropski parlament je tisti, ki skrbi za dobro Evropejcev kot takih, ampak oni so tisti, ki potem, se veste, komplicirajo zadeve. To zdaj jaz se malo hecam tukaj, zaradi tega, ker vsak potem želi, če imaš kakšno zakonodajo, dati nekaj, kar mu mogoče stranka nalaga, da se zadeve naredi mogoče boljše za državljane, vendar kljub temu iz strani komisije nekega eksperta, ki je zadevo napisal, reče, to je komplikacija. Ampak je pa nujna komplikacija. Potem je pa sam svet EU, to so pač države članice, sekretariat ni tako velik, pa tudi imajo drugačen pogled in kako je lepo videti te tako imenovane trialoge, se pravi, ko gre zakonodajni proces tako daleč, da imaš ti pogajanja konkretno, komisija, parlament in svet zaprti v eni sobi, ko grejo čez te člene, je odlično videti to prava pogajanja in to ti da tudi še eno širino. Vidim, da imate res ta diplomacijo, imate globoko v srcu zapisano. Ne vem, če diplomacija, jaz še vedno, mi tukaj nismo, v bistvu, na nek način smo kot ambasadori Evropske komisije tukaj, ampak po statusu nismo diplomati. In jaz še vedno pravim, diplomati so tisti, ki še na bolj prefinjen način lahko zadeve naredilo, jaz pa še vseeno ostajam vsebinc. Ker sem vsako zadevo, kar je in je težko, v bistvu toliko velik stvari narediti, jaz težko vzamem samo tisti line to take, ki je potreben, ampak se poglobim predvsem v ekonomske zadeve, v zeleni dogovor in vse to. To so take zadeve, kar rada pobrskam. In zdaj, rekli ste, da se nekako pričakuje, da se menja fah znotraj tega. In zdaj, katere kompetence bi pa rekli, da so najbolj pomembne za to hitro prilagajanje? Ker konec koncev 5 let ni tako zelo dolgo. 5 let sploh ni dolgo. In mi, ko smo delili ene teste, kakšna si, kakšna osebnost, kakšen menedžer in to, meni so rekli, I thrive with change, ker ljudje ponavadi ne marajo sprememb, meni je pa tisto, super. In mogoče se v samem življenjepisu ne vidi, preden sem prišla predlani sem v Ljubljano, sem bila 9 mesecev na eni poziciji, prej 9 mesecev na drugi poziciji, tako da v bistvu, ko ti pa moraš po 9 mesecih menjati, to pa je, ti dneva ne opraviš v 8 urah, kadar imaš nekaj novega. In je bilo kar veliko vsega tega, tako da če si ti open-minded, se pravi, da sprejemaš te spremembe, ti to da nekaj novega, ti da nekaj, da si kot na samem, če valove gledamo, da si na valu in čisto v vsaki točki se znaš ti usmeriti ali tja, da ni tisto rigidno, samo da slediš tistemu, kar je, ampak veš, v katero smer hočeš iti, ampak če se to zgodi, greš tja, če se to greš tja, to se mi zdi kar dobra kompetenca. Zdaj pa, zakaj ste se pa sploh vrnili v Slovenijo? Po pravici povedano, ponudba je bila odlična, ki sem jo dobila. Tako da to bom po pravici povedala. To, da greš, da imaš možnost, da si v bistvu ambasador svoje institucije v svoji lastni državi in da delaš res tisto, kar verjameš, za dobro EU in za dobro Slovenije, ker jaz res pač, pravi, moje srce
pol modro, ne, za EU, pa pol zeleno za Slovenijo. V vsakem primeru je to odlična priložnost, ne. Hkrati bilo je predsedovanje. Dobila sem to ponudbo tudi tik pred predsedovanjem, kar je bila itak še nekaj posebnega, ne, odlična pač ta izkušnja. Je pa tudi res, bila sem v tujini 20 let in srce si je tudi želelo domov, kvaliteta življenja tukaj je odlična in tudi mogoče se, ne vem, smešno slišim, ampak tudi rada bi bi vrnila rada nekaj tudi Sloveniji, tudi nekaj v dobro Slovenije, ker Slovenija me je izobrazila in bi rada tukaj na nek način tudi dala nekaj dobrega nazaj. In zdaj, če bi vzeli agregat vseh vaših izkušenj, katero bi pa vi rekli, da vam je, oziroma katera situacija, s katero ste se morali soočiti tako v tujini kot doma, pa bi morda rekli, da vam je dala največ izkušenj? Največ izkušenj, po mojem so tiste zadeve, what doesn't kill you makes you stronger, ne. Kakšenkrat sem se tudi, sem se uspešno prijavljala na službe, ne, sem pač hodila iz enega generalnega direktorata na drugega, čisto vsakič pa ni šlo tako, kot sem si zamislila, ne, in mogoče takrat, ko te je življenje najbolj udarilo po glavi, ti tisto rabiš ogromno energije, da se pobereš, da najdeš nove kompetence, ki ti manjkajo, da greš naprej, ampak ko gledaš to 10 let nazaj, si rečeš, ja, to me je pa najbolj izoblikovalo in sem dosegel tisto raven, ki je takrat nisem mogel, pa še veliko bolj presegel, tako da jaz imam občutek, ne, tudi če greš en korak nazaj, greš potem 2 naprej, tako da je treba poizkusiti tudi, če ti vse ne uspe, ker to ti da točno tisto, kar mogoče še rabiš. Zdaj pa za čisti konec imam še 2 vprašanji za vas. Torej, v Evropski komisiji ste začeli kot pripravnica in pravite, da so priložnosti res neskončne in da se vse da. Zdaj, kaj pa bi svetovali mladim, ki imajo željo po delu ali v inštitucijah EU ali pa nasploh v tujini? Kje naj začnejo z izkušnjami, kompetencami? Kaj je vodilo, ki ga naj uberejo na poti? Kot prvo naj si upajo. Naj si upajo in grejo provat. Jaz vidim tukaj 2 zadevi. Kot prvo, danes mislim, da vsakdo lahko gre na Erasmus. To ni več tako kot pred parimi leti, bom rekla, ne, diplomatsko. Da to sicer v Zahodnji Evropi je bilo to že dolgo pač možno, pri nas je bilo možno, ampak malo težje. Se pravi, jaz mislim, da vsakdo bi moral iti poskusiti. Jaz pravim, naj gre, pa pride nazaj. Ampak kar se tiče pa same Evropske komisije, Evropska komisija, pa tudi institucije evropske, so morje priložnosti. Če ti veš, kaj te zanima, malo si poglej. Obstajajo možnosti za pripravništvo, obstajajo možnosti tudi, da greš delati po pogodbi, obstajajo možnost za kratkotrajne zaposlitve, potem možnost tudi, pač, da narediš te tako imenovane konkurje. Vsaka zadeva je možna in tudi gre za zelo, zelo širok spektr profilov. Za ekonomiste vsekakor, pravnike, politologe, ampak tudi za kemike, doktorje, veterinarje, mislim, vse. Res možnost je in če ti v to verjameš in si rečeš, jaz bi pa to probal in veš, v čem bi delal, mogoče ne boš jutri dobil pač ponudbe, ampak zavedati se moramo, da tudi to, kar si mi in ljudje tukaj v Sloveniji želijo, da grejo tja, hkrati si nekdo v Bruslju želi en tak primeren profil. Tako da samo meč je treba narediti, right place, right time in treba je pa nujno si upati in probati. Torej, naj si mladi upajo, pa naj stopijo skozi vrata. Ker tudi, ko sem poslušala vašo zgodbo, se mi zdi, da vi ste samo gledali, kje so kakšna odprta vrata, tako. Pa ste si upali iti skozi vrata. In je bilo to. Ja, jaz sem, res je, jaz iščem priložnosti in potem, ko tudi to ponudbo, ki sem zdaj dobila, ne, bila je na začetku, je bila scary, ne, ampak enostavno ne pomisliš, rečeš, seveda, a si sposoben? Ja, seveda. In če kaj ni, se naučiš, ne. Je pa, potem pa prideš domov in rečeš, a si res upam jaz to, ne. Ampak potem vidiš, da si upaš. In predvsem tukaj ženske rabimo še tisti ekstra push,
da v bistvu vidiš, ne, ker fantje si dosti bolj upajo, ne, pravijo, da se prijavijo na službo, če imajo, ne vem, 30% kompetenc, ženske le, če imajo 90%. In to je tisto, da se je treba upati, ker potem mogoče vidiš, da si pa res dober in pa če greš v Bruselj, vidiš, da si potem dober tudi v absolutnem merilu in to pa ti da še tisti dodaten push. Zdaj mogoče še pa čisto na koncu, če pogledate za nazaj, pa pogledate svojo življenjsko pot, ali je slučajno karkoli, kar bi naredili drugače? Ta je pa težka. Gotovo je kaj. Gotovo je kaj. Se pravi, napake so vedno bile in napake verjetno žal tudi bodo, ampak glede na to, da sem se vsake napake nekaj naučila, mogoče, če tiste napake ne bi bilo, me življenje ne bi v to smer zapeljalo, tako da po mojem bom rekla, ne, sem zadovoljna, kje sem, je pa tudi to samo odskočna točka in bomo videli, kaj prihodnost prinese. Tako, Jerneja, hvala za vaš čas. Hvala vam.